odprtju razstave z naslovom Portret dr. Nika Sadnikarja. Veliko veselje mi je in ponos, da stene Galerije Šole idej krasijo portreti našega uglednega meščana, častnega občana Kamnika, dr. Nika Sadnikarja. Z razstavo smo želeli na primeren način počastiti častitljivo obletnico njegovega rojstva, saj je njegova bogata življenjska zgodba tesno prepletena tudi s kulturo. Prav posebno mesto pri njem ima ljubezen do likovne umetnosti, katere imajo korenine že v družinskem izročilu mesenstva in zbirateljstva, ki mu je zvest že vse življenje. Redki in dragoceni so ljudje, kakršen je dr. Niko Sadnikar, katerim je dano, da svojim širokim spektrom delovanja skozi čas in prostor plemenitijo življenja svojih bližnjih in vseh nas. Zaradi svoje neizčrpne energije, radosti in vere v moč ustvarjanja sta njegovo ime in s tem tudi ime mesta Kamnika dobila širše razsežnosti. Dr. Niko Sadnikar je osebnost, ob kateri ne more nihče ostati ravnodušen. Tudi sodelujoče umetnike je na nek način prevzel, da so ga upodobili. Na današnji razstavi se predstavlja 11 umetnikov, večina jih živi in ustvarja v Kamniku, 3 pa prihajajo od drugod. No, če sem bolj natančna, 2 slikarki iz Ljubljane in 1 slikar iz Cerknice. Tudi ti 3 slikarji so na nek način povezani z našim slavljencem in s Kamnikom. No, dela za to razstavo so prispevali, da ne bom koga slučajno spustila v listek. Stane Balantič, Miha Kač, Aleš Koman, Ivo Kordaš, Tomaž Perko, Nikica Pleterski-Sadnikar, Bogdan Potnik, Barbara Ravnikar, Dušan Strle, Matic Strle in Dušan Štrajhar. Kot ste verjetno že sami opazili, so portret dr. Sadnikarja umetniki upodobili v različnih tehnikah, vsej pestrosti barvnih odtenkov, vibracij svetlobe in sence. Svoja dela oziroma portret pa so vnesli tudi osebna videnja in čutenja, tako da nas vsak portret nagovarja svojo lastno likovno govorico. Ob tej priložnosti jim pustimo, da vsej svoji lepoti spregovorijo sami zase. Avtorjem likovnih del se iskreno zahvaljujem za njihov pomemben prispevek in tudi za udeležbo na tej razstavi. O Niku Sadnikarju nekaj spregovoril tudi dr. Ivo Kordaš, ki je bil glavni pobudnik te razstave in tudi nekakšen koordinator med slikarji in menoj. Men pa spati ni moč. Jaz pa pojdem na plan, zaoriskam, zapojem, čez 3 gori, da me bo slišalo tvoje srce. Tako je pel Mladenič in takega poznamo še danes, našega slavljenca, dr. Nika Sadnikarja. Človeka, ob katerem nam je vedno lepo in nas navdaja vedno z nekim optimizmom in modrostjo. Ogromno je postoril v svojem življenju. Ogromno doživel, lepega, a tudi mnogo hudega, zlasti med okupacijo. Po strogi zdravnik, specialist rentgenolog in radiolog, je v svojem dolgoletnem službovanju mnogim pomagal, tudi Kamničanom, zlasti ko je vodil rentgenološki oddelek v kamniškem zdravstvenem domu. Vse skozi je prisoten v naši
družbeni in društveni sferi in tako ogromno prispeval k razcvetu na Kamniškem, v kulturnem, muzejskem in tudi drugih dejavnostih. To, da lahko danes slavimo njegov rojstni dan na tak način, je prav gotovo njegova zasluga. Ker je človek širjave, ki čuti, kako pomemben je stik človeka s sočlovekom. Dovolil nam je, da razstavljamo slike in kiparska dela iz njegove privatne zbirke in nekaj na novo pripravljenih del prav za to priliko in nam tako omogočil, da danes slavimo na tak način njegov visoki življenjski jubilej. Na predvečer njegovega rojstnega dne, 95-letnico svojega življenja, ki jo bo dopolnil v torek 19. aprila letošnjega leta. Na svet je pa prišel pred 95 leti leta 1916. Njegovo poslanstvo je tudi v mecenstvu, ki ga nadaljuje po svojem očetu, tako, da zna ceniti prizadevanja ustvarjalcev ter z radostjo in znanjem spremlja njihovo delo in omogoči, da marsikatera umetnina pristane v njegovi domači zbirki. Kolikim mladim je mentor in svetovalec, ko pripravljajo razne študije z etnološkimi, umetnostnimi in zgodovinskimi vsebinami. Prav danes ob 12. uri, ko smo kravljali, je moral domov, ker je imel celo grupo ljudi, ki so prišli obiskat na današnji dan njegov muzej. Nešteto spisov dr. Nika Sadnikarja in kulturnih reportaž s podobnimi vsebinami je bilo priobčenih v mnogih revijah, časopisih, radiju, televiziji, vse z osebnim pečatom našega današnjega slavljenca. Vsi, kar nas je, smo lahko veseli in srečni, da ga imamo, da je med nami, da z njim živimo. In ko poslušamo njegove pripovedi, je tako, kot bi utrgal vejico z drevesa, ki na novo vzbrsti v njegovi roki, in vsaka pripoved je nova zgodba in nova resnica, vesela ali žalostna, nagajiva ali šegava, vse prežete z mislijo modreca, vedno znova za razmislek o našem ljubem svetu in nas samih. Dragi Niko, Bog daj, da bi bilo jih le še veliko. Čestitam. Mislim, da če bi kaj posebnega dodajal, da bi zadevo samo pohvalil. Kajti toliko besed, ki jih človek premore, pa vendar težko opiše tako bogato življenjsko pot. Dr. Niko Sadnikar živi v naših srcih, sploh v moji generaciji. Sam sem seveda proti dr. Niku Sadnikarju še dobro jutro nisem rekel, če se lahko tako izrazim, ampak že od malega mi to ime odzvanja. Vedno, kadarkoli se kaj dogaja v povezavi s Kamnikom, kadarkoli je kakšna posebna priložnost, vedno je omenjeno njegovo ime. Vemo, da je dr. Niko Sadnikar
dal Kamniku toliko kot malo kdo. In da smo lahko ponosni, da danes spremljamo in da smo priča tej razstavi, ki se od drugih razstav razlikuje po tem, da upodablja res velikega človeka. Danes sem imel priložnost izbirati med športnim dogodkom in tole razstavo. Seveda sem se odločil za ta dogodek, kajti prav je, da damo vrednost kulturi, poleg vseh drugih dogajanj in da damo vrednost predvsem človeku, ki je res veliko delal na tem področju, si prizadeval in ki ima Kamnik resnično rad. Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani slavljenec, hvala, da ste se udeležili v tako velikem številu tukaj v tej galeriji in tako počastili ta pomemben, malo komu dan rojstni dan. Ponosni smo na vas in radi vas imamo. Hvala lepa.